Še en dokaz, da zmoremo, še en dokaz, da sodimo med najboljše. Slovenski članski reprezentanci je zmanjkal kanček sreče, da bi ustavila nekdanje evropske, svetovne in olimpijske prvakinje. Pred zadnjima dvema tekmama kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu ima Slovenija dobro izhodišče. V začetku junija naša dekleta čakata Avstrija in Nemčija. Reprezentančni premor so izkoristile tudi mladinke. Selektorica Tina Kellenberger jih je zbrala na NZS centru. Pogovarjali pa smo se tudi z igralko Ljubljane Zalo Petrič, ki poveljuje zadnji liniji, skrbi pa prav tako za promocijo kluba s pomočjo socialnih omrežij. Brez objokovanj ali razočaran, z dvignjenimi glavami naprej. Poraz na gostovanju na Norveškem je bil visok, a še zdaleč ne dramatičen, ravno nasprotno. Veliko je bilo pokazateljev, da se Slovenija zmore kosati z najboljšimi. Kar moramo mi zdaj v tem trenutku narediti, je to, da se pač soočimo s tem, kar se je zgodilo. To je 5-0, to je zdaj realnost. Mim tega ne moramo. Pogledati pa treba potem, jaz njim pravim, majhne zmagice na tej tekmi, ki pa mislim, da na tej tekmi niso bile lih tako majhne, glede na to, da je bil rezultat v 70 minuti še vedno samo 1-0. 45 minut prvega polčasa, zelo disciplinirano, zelo organizirano. Mislim, da Norvežanke, kljub temu, da so imele večino časa žoge v nogah, vseeno več kot do neke polpriložnosti niso prišle. Po pa teh famoznih 25 minut drugega polčasa, kjer pa mislim, da smo bili mi tisti, ki smo narekovali tempo, smo se upali več, smo bili na žogi boljši, smo za moje pojme res odigrali enih zelo dobrih 25 minut in pač na temu je treba delati. Mi bomo sigurno to poskusili. Jaz mislim, da na teh 20-25 minutah, kjer smo praktično imeli pobudo, lahko na tem gradimo. Vidimo, da lahko igramo z njimi, da lahko igramo z najboljšimi reprezentancami in jaz mislim sam, da, kakor sem že prej rekla, da zdaj sam na nas, da to čim bolj skoristimo. Igramo prvič v Ligi A, manjka nas skoraj 10. Šli smo na Norveško, ki velja za eno od najboljših ženskih reprezentanc, pa mislim, da je bilo dosti dobrega, kar lahko od tega povlečemo in pač prenesemo naprej. Po eni strani zapomniti si dobre plati norveškega gostovanja, po drugi pa čim prej pozabiti na visok rezultat. Recept, ki je deloval v prvem krogu in prinesel prvo zmago med elito. In jaz mislim, da smo že po Nemčiji pokazali, da tega smo sposobni. Tako da zdaj po tej Norveški je bilo to celo malo lažje, ker pač to izkušnjo imamo že za sabo. Pa vseeno je bilo treba nasloviti stvari, katere niso bile najboljše in to je eno od teh stvari, kjer si predaleč, pa te oni hitro kaznuje. To je zdaj pač ta nivo, na katerem igramo in pa pač pogledati stvari, katere so bile dobre in na njih graditi. Liga A kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu je sestavljena iz 4 skupin po 4 ekipe. Slovenija se je najelitnejšim reprezentancam pridružila prvič. Iz skupine B v A so istočasno napredovale še Srbija, Poljska in Ukrajina. Podatek, ki ga velja izpostaviti, je, da ima Slovenija edina od omenjenih ekip eno zmago. Srbija in Poljska imata en neodločen rezultat, Ukrajina pa je še pri ničli. Med nogometašicami, ki so odigrale vseh 90 minut na vseh 4 tekmah kvalifikacij, je Zala Kuštrin. Mi se zavedamo kvalitete, ki jo premore Norveška, tako da to je dejstvo. Sigurno pa, ko stvari pogledaš na videoposnetku, so zelo drugače, kot takrat, ko si na igrišču. Tako da sigurno smo analizirali tekmo z Norveške, videli, kje mogoče so naše priložnosti in bomo poskusili te zdaj unovčiti na Ptuju. Zaradi poškodbe stebra slovenske obrambe Lane Golob je selektor moral hitreje, kot bi želel, v ogenj poslati 20-letno branilko Benfike, Tinkaro Testen, ki se je morala v osrčju obrambe znajti po najboljših močeh. Jaz imam eno tako posebno filozofijo, kjer če jo vržeš takoj v ogenj, jo lahko tudi skuriš. In jaz mislim, da pri Tinkari se zdaj postopoma dogaja to, da jo pripravljamo, da enkrat bo pač prišla do tega, da bo mogla odigrati, kar je prišlo že zdaj, mogoče celo malo prehitro, ali pa ne, glede na to, kako je odigrala tekmo gor na Norveškem. In ja, ni samo stereotip, da rečeš, da se z vsakega poraza lahko nekaj naučiš, pa ti vsak poraz lahko nekaj prinese. Dobesedno je tako, ker Lane zdaj ne bo in na njo ne moramo računati. Mislim, da je brez veze, da jočemo za tem.
Konec koncev smo dobili še eno novo igralko, ki nam že tako pri tem ozkem kadru fali, ki lahko zdaj rečeš, da lahko računaš na njo v prihodnosti. Tako da vsaka stvar pa nese nekaj dobrega. Karte so bile postavljene na mizo, najstarejše slovensko mesto Ptuj je bilo pripravljeno podpreti slovensko izbrano vrsto. Poglejmo.
Ja, lahko smo ponosni na to predstavo, ki smo jo danes pokazali. Borili smo se kot ekipa, ampak tako kot sem rekla, boli, ampak prav je, da boli. Verjamem, da se bomo iz tega največ naučili. Saj ni prvič, ko sem iz take razdalje probala na gol streljati, ampak že tukaj s Kajo sve se menile, sem rekla, kaj naj prevzame. Sem rekla, lej, kje stoji vratarka, probi. Ampak ona je imela pomisleke, potem sem pa se kar jaz odločila in hvala Bogu je šla notne. Važno je, da si upamo, da se pogumno postavimo po rovu. Prišle bojo tudi točke, prišle bojo zmage, sem na temu je treba vztrajati. Četrti krog kvalifikacij v slovenski skupini se je zaključil zmago Norveške proti Sloveniji s 3-2. Na tekmi Avstrije in Nemčije je bil rezultat 0-0. Peti in šesti krog se igrata junija. Slovenija bo najprej odšla na gostovanje na Dunaj, kjer jo bo čakala bržkone odločilna tekma za obstanek v skupini, nato pa še 9. junija dvoboj z Nemčijo v Stožicah. Po reprezentančni akciji se vrača ligaško tekmovanje z 2 krogoma v nekaj dneh, najprej sredi tedna, nato še v času vikenda. Poglejmo si lestvico, prve 4 ekipe bodo igrale za prvaka, preostale pa za razvrstitev. Med moštvi, ki se borijo za naslov, je tudi Ljubljana, za katero nastopa Zala Petrič. V letošnji sezoni je obeležila 150. prvoligaško tekmo. Zala Petrič je ena od stebrov obrambe Ljubljane, ki je lani prvič v svojo vitrino pospravila lovoriko. Potem, ko so jih leto poprej Murašice premagale, so se igralke iz prestolnice maščevale za poraz in naredile velik korak naprej, predvsem na področju samozavesti. Dokazale so, da se lahko enakovredno merijo s serijskimi državnimi prvakinjami. Pokalni naslov je vplival zelo pozitivno, se mi zdi, da smo dobili veliko več samozavesti. Tudi bolj smo igrive na igrišču, več si upamo. Vedno je prisoten pritisk, ampak mislim, da je to pozitivno, da to pozitivno vpliva na nas. Njen prvi ligaški nastop na tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije je zabeležen na datum 15. september leta 2012. Nastopala je za Jevnico, nasprotnik je bila ekipa Radomel. Na drugi strani je takrat igrala njena zdajšnja soigralka Neva Kumalič, v kadru Jevnice pa je bila slovenska reprezentantka Sara Gradišek. Ja, se spomnim Sare. Že takrat je zelo izstopala, tako da smo se kar dosti ujele. Tako da ja. Skupaj s bratom sva že kot majhna igrala nogomet in potem sem se odločila enkrat, da bi prišla pogledati na njegov trening in tako sem začela. Ves čas je igrala v obrambi, že od nižjih selekcij dalje sledil je korak naprej, prestop v Krim, kjer pa jo je pri 16 letih čakala prva resnejša preizkušnja, poškodba križnih vezi. V bistvu sem bila tako mlada, da v bistvu sploh nisem vedela, kako resna je ta poškodba. Tako da v bistvu sem razmišljala o tem, kako priti nazaj na igrišče. Vrnitev je uspela, nadaljevala je pri Krimu, vse dokler je ni prepričala nova zgodba, ki se je ustvarila v prestolnici, ko se je na noge postavil klub ŽNK Ljubljana. Odločila se je, da postane del nove zgodbe. Njena glavna zadolžitev je ustavljanje nasprotnih napadalk. V intervjuju, ki ga je dala v spletnem portalu Golout, pa je povedala, da bi rada kdaj tudi svoje veščine preizkusila v napadalni liniji. Njene izjave so naletele na ušesa trenerke Urške Žganec. Ja, ga je prebrala in je tudi upoštevala mojo željo, tako da sem igrala 10 minut proti Aluminiju v Špici. Sicer gola ni bilo, ampak ja. Zdaj se je že privadila na dnevni ritem, kjer mora združevati službo in treninge. Moj tipičen dan izgleda tako, da najprej zjutraj svojo psičko peljem na sprehod, potem delam od doma, montiram na računalniku, pojem kosilo, se pripravim na trening in grem na trening. Uživa pa še v peki in kuhanju ter pripravi sladic za družino. Ja, res je, najboljši mi rata cheesecake, pa kakšni mafini pa piškoti. Poleg tega, da ji gre na igrišču dobro od nog, se ukvarja še z grafičnim oblikovanjem. Socialni mediji so dandanes za promocijo klubskega delovanja skorajda nujni. Ohranjajo stik z navijači, privabijo pa lahko tudi sponzorje. Zala se trudi, da bi na tem področju klub predstavila v najboljši luči. Ja, naš klub je aktiven na Instagramu, Facebooku in pa tudi na TikToku. Vsak teden je tak tekma, tako da je treba objaviti izjavo pred tekmo, dan za tekmo, pol pa še prvo postavo, tako da to je planirano, ostalo pa pač skoka prije. V bistvu smo na Instagramu najbolj aktivne, pa tudi največ vsega imamo tam.
Pa tudi na TikToku smo zdaj ene par videov objavili in je bilo kar fajn. Pripravljajo tudi spletne prenose preko sistema Veo za tiste, ki ne morejo priti na srečanje. Kaj pa so najbolj priljubljene vsebine? V bistvu imajo najrajši te pol highlighte po tekmah, tako da ja, s tem pol tudi privabimo gledalce na tekmi. Z načrtnim delom tudi številke rastejo. Največji poskok pa so zabeležile po zmagi v pokalnem tekmovanju. Ja, doseg je kar višji, to se vidi tudi v številkah. Smo dobili ful veliko followerjev tako na Instagramu kot na Facebooku, tako da ja, super. Vsak nov korak prinaša nove izzive, tudi v klubu, kjer, kot Ljubljančanke pravijo, trenirajo srcem, igrajo srcem in zmagujejo srcem. Ena tekma 23. kroga je že bila odigrana. Kirurgija Estetikal Aluminij je premagala Gažon 3-1. Maribor bo igral proti Cerkljam. V spletnem prenosu boste lahko pospremili tekmo Murenone in Primorja Tosle-Nutri Cosmetics. Televizijske kamere bodo na srečanju Ljubljane in Radomelj Medex, počiva Olimpija. Krimpec Sabolit pa bo nastopil proti Žalcu Trbovljam. Nato se v nedeljo in ponedeljek igra še 24. krog. Na Fazanerijo bo odpotovala Ljubljana, Kirurgija Estetikal Aluminij se bo soočila z Maribor na štajerskem derbiju. Gažon potuje k Žalcu Trbovljam, ljubljanski derbi bo v Šiški, v ponedeljek nato sledi še tekma Primorja Tosle-Nutri Cosmetics ter Radomelj Medex. Zadnji reprezentančni premor pa so izkoristile tudi mladinke, zbrale so se na Brdu pri Kranju na NZS centru. Regijski centri so postali dobro usklajena praksa. Že poimenovanje nam pove, da potekajo na lokalni ravni za mlajše selekcije, večinoma U12, U13 in U14. Igralkam ponujajo možnost dodatne vadbe, razvoja in uveljavljanja talenta. Pomembni so tudi s trenerskega vidika, saj selektorji dobijo širši vpogled in zmanjša se možnost, da bi spregledali kakšno igralko. Tudi mladinke, igralke U19, se srečujejo na tovrstnih centrih, ne več regijskih, ampak na ravni celotne države. Ja, v bistvu NZS centre v tej kategoriji U19 izvajamo približno enkrat mesečno. Zdaj vabljene so igralke iz klubskih sredin, vseh klubskih sredin. Jaz pač navadno kontaktiram trenerje, se pogovorim z njimi in potem tiste, ki pač nekako dosežejo zadovoljijo ravn treningov v klubu in so nekako vzorne, se jih povabi na te centre. Zdaj zaenkrat, ker je pač to prvi center U19, je malo širši izbor, malo več igralk, potem pa to počasi ožimo do samih kvalifikacij. Center je enodnevni dogodek, kjer je program točno določen. Večina igralk, ki so se tokrat zbrale pod vodstvom selektorice Tine Kellenberger, je že imela stik z reprezentančnimi zbori pri mlajših selekcijah, kar pomeni, da so že bile seznanjene z načinom dela, ko govorimo o dresu z državnim grbom. Praktično so pač tukaj dekleta, ki so vadila že v regijskih centrih, v U15 NZS centrih, v U17 NZS centrih in praktično nekako imamo neko rdečo nit skozi vse reprezentance, tako da potem pač na teh posameznih centrih igravamo posamezne principe, pred samim treningom pa tudi imamo kakšne videoanalize. Danes recimo smo imeli neko pripravo na trening, smo njim pokazali, kak bo trening izgledal zunaj na igrišču, drugače pa pač je skozi vse reprezentance nekaj rdeča nit od U15 do aženske reprezentance in se igrajo posamezni principi, ki jih pač tekom priprav, potem, ko imamo neke 5-6 dnevne priprave, mogoče nimamo časa, zato je tukaj ta NZS center zelo dobrodošel in tudi pač lahko se povabi malo širši spisek igralk, ne samo 20, ki jih je potem vabljenih na same priprave. Reprezentance na vseh ravneh zgledno sodelujejo od U15 dalje. Postavljen je razvojni plan. Če med selekcijami starejših deklic in kadetin ter nato mladink morda ni tako ogromnega preskoka in se nogometašice hitro prilagodijo, pa je razkorak med mladinsko in člansko ekipo velik. Centri služijo tudi temu, da bi olajšali prehod. Tukaj so res mladinke in mogoče pač v Sloveniji malo težava, da nimamo recimo neke U21 reprezentance ali pa U23 reprezentance, da bi bil za te mladinke nek mehkejši prehod v neko žensko A reprezentanco, ker nek reprezentančni kult in kar nek izbor A reprezentance se je zdaj naredil in imamo tam že kar nekaj odraslih kvalitetnih igralk in morda to priključevanje teh mladih ni tako enostavno. Je pa seveda pač potrebno recimo postopno te igralke, kvalitetne igralke potem vključevati v A reprezentanco.
Mladinski reprezentanci se je letos uspelo spet vrniti v Ligo A kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu. Tako pri mladenkah kot kadetinjah se v zadnjih letih dogaja, da se selimo med ligami. Za obstanek v A smo malce prekratki, v B pa, kot so punce v San Marinu dokazale pred nedavnim, premočni. Jaz menim, da pač Slovenija si bi nekako z vsemi reprezentancami vsekakor pač zaslužila to Ligo A. Ni pa enostavno, ker pač igralk nimamo na preteka, tist kader, ki imamo, je pač treba delati res kvalitetno z njimi. Zdaj vsekakor pač res uspešne, dobre, kvalitetne priprave v San Marino, 3 zmage, 3 zaslužene zmage, zdaj pa nekako Liga A, ki pa vsekakor ne bo lahka, med Ligo A in Ligo B je kar precejšnji preskok v kvaliteti nasprotnikov, tako da zdaj tukaj moramo pač junija počakati na žreb, bomo videli, kakšne nasprotnike bomo dobili, ampak tako kot sem že rekla, Liga A je vsekakor pač kar težek zalogaj. Če se vrnemo v San Marino, nasprotnicam Slovenija ni pustila najmanjše možnosti za presenečenje. Pokazala je boljšo fizično pripravljenost, Slovenke pa so tudi s pridom izkoriščale prekinitve, predvsem so bile uspešne s taktiko izvajanja kotov. Res smo se proti koncu treningov kar precej posvečali tem prekinitvam. Moram reči, da na samem treningu, ko smo to igravali, smo imeli res neke dobre ideje, nasprotnika smo preučili in pol je res prišlo na sami tekmi do dobre realizacije. Čeprav na treningu ni bila realizacija najboljša, ko smo potem pogledali posnetke, smo videli, koliko še imamo rezerv, koliko bi lahko bili še bolj učinkoviti, ampak potem na tekmi pa res nekako smo točno tako, kot smo nekako si zamislili stvari, potem tudi izpeljala. To se pravi, da so pač te igralke, so res učljive, hitro prenašajo to nekako na teren, ampak tako kot sem že rekla, v Ligi B mogoče malo lažje dihaš, si tudi bolj dominanten, imaš več posest, več igraš. V Ligi A bo verjetno zgodba nekoliko drugačna, zato pač seveda z mislimi nekako smo že pri tem konceptu, da bomo tudi v Ligi A čim bolj uspešni. Naslednji cikl kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu bo na vrsti jeseni. Dekleta bodo imela delovno pomladno-poletno obdobje. Zdaj praktično v juniju nas čakajo ene priprave, kjer bomo verjetno odigrali 2 tekmi za Bosno, potem bo vmes v mesecu avgustu za U18 reprezentanco bodo sredozemske igre, to pač je nek turnir, ki se igra vsaka 4 leta, tako da se bomo z dekleti letnika 2009 in nekaj potencialnimi igralkami 2010 udeležili tega turnirja letos. Potem pa seveda še tam septembra, oktobra, odvisno kako bo pač žreb za same kvalifikacije. Pred kvalifikacijami upamo, da še dobimo ta turnir v Kranjski Gori, da še odigramo ta turnir in se potem dobro pripravimo same kvalifikacije. Mesečno bojo pa seveda potekali ti na ZS centri.